Večer s knjižnico. Dober večer, lepo pozdravljeni v Večeru s knjižnico, kjer tokrat v sodelovanju z kulturnim društvom Grablje pripravljamo literarne pogovore pod lupo. Nocoj je z nami gost Sergej Curanović, pisatelj literarnega prvenca Plavalec, ter naša voditeljica pogovora Anja Eržen, s katero večkrat sodelujemo. Lepo pozdravljena oba v današnjem večeru. Zdaj vam pa kar predajam besedo in želim lep pogovor. Izvolite. Najlepša hvala, Tanja, za tale uvod. Res je, smo na literarnem pogovoru pod lupo, gostimo pisatelja Sergeja Curanovića, pogovarjali se bomo pa o njegovem prvencu Plavalec, in da še jaz pozdravim tako v imenu knjižnice Ivana Tavčarja kot v imenu kulturnega društva Grablje. Naj omenim še, da smo v tednu knjige, 23. aprila je svetovni dan knjige, tako da nekako v tem kontekstu smo se odločili, da prav v ta teden umestimo naš pogovor in se pač že veselimo debate in razkritja vseh pač takih in drugačnih zgodbenih elementov iz Sergejevega prvenca. Zdaj še Sergeja pozdravim. Sergej se javlja iz Poljske. Ja. Pozdravljen, Sergej, in hvala, da si bil z nami, oziroma da si z nami, da deliš z nami te trenutke. Še posebej pa tudi pozdravljam vse, ki nas zdaj v živo spremljate, in pa tudi vse, ki nas boste spremljali naknadno, kajti ta posnetek, ki ga bomo zdajle, bo na razpolago tudi na YouTube kanalu knjižnice Ivana Tavčarja. Zdaj bom v parih besedah za začetek, ker je tako prav in se spodobi, Sergeja Curanovića predstavila. Sergej Curanović primarno prihaja iz Stražišča pri Kranju in trenutno živi in deluje na Poljskem, tam prebiva z družino. Po končani pravni fakulteti v Ljubljani je večinoma delal v tujini, zlasti kot novinar, med drugim tudi kot štipendiranec časnika Financial Times in kot prevajalec, pravnik, lingvist pri Sodišču Evropske unije. Objavlja v slovenskih literarnih revijah in kot smo danes že nekajkrat omenili in bomo še nekajkrat, je pa pač zbirka kratkih zgodb Plavalec, njegov prvenec, za katerega je bil tudi v lanskem letu nagrajen z nagrado Novo mesto Šort, ki od leta 2017 v produkciji založbe Goga nagrajuje najboljše pisatelje in njihove zgodbe, njihove kratke zgodbe. Tako da, Sergej, na tem mestu še čestitke za ta uspeh. Mogoče bi bilo to neko dobro izhodišče za začetek najinega pogovora, in sicer na slovenski literarni sceni si se pojavil iznenada, prej te ni bilo in potem kar naenkrat s Plavalcem si pravzaprav zaplaval med najboljše. V konkurenci Ane Svetelj, Veronike Simoniti in Zarje Vršič si pri nagradi Novo mesto Šort žirijo prav ti najbolj prepričal. Tako da mogoče začneva s tem, kakšna je tvoja pot pisatelja, kako pišeš in tudi mogoče kako povezuješ pravni svet z literarnim. Sta si res tako različna ali imata več nekih usporednic, kot mogoče zgleda na prvi pogled? Se pravi, kako si iz sveta prava pristal v literaturi? Ja, v svetu prava sem bolj kot neposredno, zato ker ga ne prakticiram, ampak v glavnem prevajam. Te dva svetova sta pa pri meni tudi čisto ločena. Pač ta sfera ustvarjanja je čisto ločena od te službene sfere, prevajanja pa samega prava. Po moje ni veliko nekega premikanja med tema dvema sferama, pač to moje ustvarjanje je kar neka
ločena domena zame. In tako je bilo že od samega začetka. Začel sem pisati že zelo zgodaj, ampak tisti prvi začetki so bili pač po moji oceni nerodni, zame nezadovoljivi, tako da sem nekega materiala odložil, zavrgel in tako naprej. Potem sem pa začel počasi nekako iskal sem ta svoj izraz in se mi zdelo, da sem ga pač tam nekje v drugi polovici 20-ih našel in začel tudi pač prve poskuse z objavami in v literaturi sem pač naletel na ljudi, ki so jih zgodbe zainteresirale in so tudi vzeli in objavili odlomke iz zgodb, ki so se pač med drugim pojavile tudi v Plavalcu. Potem pa potem je pa se mi zdelo, da je napočil čas, da imam tak korpus zgodb, ki bi jih lahko pač nekomu ponudil v objavo in sem se pač trudil. Ta proces je bil dolg, zato ker pač sem imel težave s tem, da bi prepričal založnike, kar me niti ni presenetilo, zato ker je to nekako težko čtivo, pa v tisti prvotni obliki, v kateri so bile te zgodbe ponujene, so bile še bolj obsežne, še daljše, še težje berljive. Ampak pač urednik pri Cankarjevi založbi, Aljoša Harlamov, je pa očitno videl potencial in me je povabil in sva skupaj delala potem tudi na tej zbirki. Sva tudi, mislim, sem zahvaljujoč njemu tudi to zbirko po moje izboljšal, jo izčistil, sklasal tam, kjer je bilo treba, tako da je pač in fabularno, in sporočilno, in pač slogovno je pač bolj izčiščena, kot je bila, ko je on to dobil na mizo. Tako da to je bil proces, pač po moje je bilo to, ne vem, 7-8 let, odkar sem se odločil, da bom to dal ven, pa do same objave. Drugače pa ločujem to, če se navežem na to, kar si rekla na začetku, te dva svetova, pač eno je služba, je pač kruh pa življenje, drugo je pa literatura, to pa si skušam pač izboriti čas pa prostor v dnevu pa v letih, ki so za mano, zato da bi ustvarjal, pač k temu me vleče, to bi počel in še vedno počnem. To sem pravzaprav hotel slišati. Zdaj si rekel, k temu me vleče, pravzaprav je najbrž pisanje v osnovi nekaj, kar je organsko povezano s tabo, a ne? Ja, pač odkar se samega sebe spomnim, pač svojih ambicij, tega, kje se vidiš v svojih sanjah, pa v teh fantazijah. Prva taka fantazija je bila, da bi bil košarkaška velezvezda. Potem takoj naslednja je bila pa že, da bi bil pisatelj. Pač ne neka zvezda, ali pa samo enostavno, da bi pač lahko pisal, pač, da bi lahko ustvarjal, da bi imel v življenju čas za to. In to me ni zapustilo že od takrat. Je organsko povezano z mano. In če ne pišem, če nimam časa, če mi nekaj preprečuje pisanje, pa sem žalosten, če tako rečem. Super, a košarko tudi igraš? Ne več. Sem zelo intenzivno igral košarko, zdaj pa samo tako rekreativno, pa zelo občasno. Pravzaprav si predstavljam, da ob dokaj naporni službi, ki jo najbrž imaš 3 majhnih otrokih in pač še ambicijah pisanja, najbrž res mora biti herojsko, da dejansko spišeš zgodbe v neki taki entiteti, v kakršni ti jih je uspelo zbrati v Plavalcu. In si tudi predstavljam, da je proces zahteval veliko dela, ker so zgodbe, kot si sam rekel, zahtevajo aktivnega bralca. Zgodbe so zahtevne, ampak če se jih kot neka aktivna oseba poslužiš in bereš zelo intenzivno, te potem tudi nagradijo z nekim užitkom. Jaz sem recimo, ko sem tvoje zgodbe brala, čutila tudi zdi se mi, da ti, ko pišeš, čutiš nek užitek, ker so pač tvoji stavki na tak način postavljeni, z nekim
z neko slastjo. To slast sem jaz čutila v tvojih zgodbah, čeprav so naporne in obravnavajo skrajno naporne teme, eksistencialne, obravnavajo strahove, tesnobo, vse prej kot lahkotne, ampak kljub temu z neko slastjo, da se pač bralec pomika pač od strani do strani. Sergej, predlagam, da greva zdaj v tvoje zgodbe, ki pač mislim, da morajo biti res v ospredju tega pogovora. Na 263 straneh na 263 strani si umestil 6 zgodb. 3 so krajše, 3 pa malo daljše, ali pa kar precej dolge. 3 malo krajše so Plavalec, Ugrabitev, Krivopeta, 3 malo oziroma kar precej dolge so pa Zgostitev, Zaklonišče pa NNK-ovi spomini. Zdaj, nek tak moj diskurz je pač šel v smer, sprav nek moj monolog, ki sem ga imela v glavi, je, da pravzaprav si ti s svojimi kratkimi zgodbami na nek način presegel to zvrst in da pravzaprav nek ta osnovni vzorec, ki opredeljuje kratko zgodbo, se pravi, da gre za celoto, ki je osredotočena na en dogodek, ki pač v nekem krajšem časovnem obdobju, na omejenem prostoru in z pač nekim nepričakovanim razpletom govori o, ne vem, enem protagonistu in se pravi, kot sem rekla, enem dogodku. Tvoje zgodbe so razprostrte in tudi teme, ki jih umeščaš in o katerih razpravljaš skozi pač svoje protagoniste, se pravzaprav dotikajo nekih najglobljih človeških in tako čustev kot racija. In se pravi, odpiraš neka temeljna in zelo velika in v bistvu temeljna vprašanja duha časa, recimo v Plavalcu in Zaklonišču, potem v Zgostitvi pa v zgodbi Ugrabitev govoriš o družbi, o morali govoriš v Krivopeti, pa recimo o zgodovini in spominu človeštva v NNK-ovih spominih. Se pravi, se dotikaš nekih zelo takih širokih in temeljnih vprašanj. In da bomo prišli malo bliže zgodbam, ki si jih zapisal, bi mogoče te prosila, da o vsakim nekaj poveš, da bomo poslušalci iz pač nekega tvojega zornega kota dobili vtis oziroma pač nek opis vsake posamične zgodbe. Kot si rekla, 3 zgodbe so daljše. To so Zaklonišče, Zgostitev pa NNK-ovi spomini. Zdaj, te zgodbe so pač predolge, da bi bile kratke zgodbe, pa prekratke, da bi bile roman. Pač nekako one so pač neki nosilni stebri te zbirke, te krajše zgodbe, se pa bolj držijo teh pravil za krajšo zgodbo, če tako rečemo. So take natečajne zgodbe, lahko tudi povem, da so bile pač, da se držijo teh omejitev znakovnih za natečaje. Ampak se mi zdi, da so pač po duhu pa po zamisli so tudi sledijo tem dolgim zgodbam, samo so pač bolj sežete. Prva zgodba je Plavalec. To je najkrajša zgodba. Premisa je zelo enostavna. Človek si želi preplavati zaliv in pač v tem kratkem času, ko to naredi, se pač izgubi v svojih mislih, strahovih, pač zelo intenzivno doživlja to plavanje, potem pa proti koncu je pa še en moment, tak zelo negotov, tako zanj kot za bralca, ki ga pač še dodatno nekako izostri ta njegov položaj, v katerem se je znašel. Ta zgodba je pač naslovna,
Zato, ker nekako v sebi združuje vse te elementi, ki se potem pojavljajo pa prepletajo skozi ostale zgodbe, ne. Pa navezuje tudi na to zadnjo zgodbo, Nunkovi spomini, ki se konča z morjem. Pač prva zgodba se začne z morjem, s tem, da nekdo plava, zadnja zgodba se konča z morjem, pa z napovedjo ali pa slutnjo nekega plavanja, nekega preseganja. Potem druga zgodba je, moram prav pogledati, Zgostitev. Zgostitev, ja. Zgostitev je zgodba pač o brezimenskem liku, ne, tako kot večina likov pač tudi v tej zgodbi, večina likov nima imena ali pa so samo nakazana ta imena, ne. Tako kot v tej zgodbi, tudi v drugih zgodbah namen za to anonimnostjo, ne, za to nekako, da se človek, da bralec ne dobi preveč živega vtisa o tej osebi kot o neki konkretni osebi, ki je umeščena v nek kulturen, civilizacijski prostor, v nek časoven okvir, v neka razmerja, ampak da si pač enostavno poskuša zamisliti človeka v tej situaciji, v tej konstrukciji, ki se mu počasi odkriva zgodba. No, kot sem rekel, pač v zgostitvi tak mladenič, študent pride v neko odročno pokrajino, kjer je nakazana neka ekološka katastrofa, morje se je umaknilo, in za sabo je pač posledice te ekološke katastrofe so bile med drugim tudi neka bolezen, ki napada tamkajšnje prebivalstvo. On pa pač ta obiskovalec sreča zelo zanimive ljudi, zelo posebne ljudi v tej naselbini, ki se soočajo seveda z vso to težavnostjo svojega položaja, tako čisto vsakdanjo, se pravi, kako preživeti, kako se znajti v tej popolni izpraznjenosti, pač v tem pustošenju, ki ga je pustila za sabo katastrofa, z boleznijo, se pravi ta razkroj nekega vsakdanja, razkroj neke družbe, nekih, pač pride v nek družbeni vakuum, se pravi, pač ne deluje družba, ne deluje država, ljudje so puščeni sami sebi in te liki, s katerimi pač on interaktira, se soočajo tudi s pač smiselnostjo, probajo osmisliti svoj položaj v tem brezsmiselnem položaju, ne, zato ker oni so posebej posebej zahtevajo, posebej žejni so tega smisla, zato ker v njihovem življenju odpadejo vsi ti motilci, s katerimi se pač ljudje zamotijo v civiliziranem svetu, se pravi služba, neka zabava, neka konsumpcija, neka interakcija z ljudmi, neka pač normalna kvaliteta življenja, ki ti napolnjuje vsak dan, oni tega pač nimajo in si morajo osmisliti ta svoj brezsmiselen položaj. In vsak od teh treh likov, ki jih ta prišlek sreča, to počne na svoj način. Vrhunec te zgodbe je pa dogodek, ki ga opisuje en izmed teh likov in okrog katerega se potem pač vsak od teh treh likov, ki jih ta prišlek sreča, opredeli. Nočem preveč povedati, da ne bi fabularno preveč izdal, ampak tako je vzdušje te zgodbe. Potem je naslednja zgodba je Ugrabitev. To je zelo preprosta zgodba v tem smislu, da temelji na dialogu med dvema protagonistoma, inšpektorjem pa neko gospo, ki dela kot čistilka, ampak zelo kmalu bralec zasluti, da njena vloga ni samo kot priča, da ni prišla čisto slučajno na inšpektorat, ampak
da je ona v bistvu nekako glavni ali pa soakter te cele zgodbe. In potem je zaklonišče. Zaklonišče je taka kontrapunktna, taka konfrontacijska zgodba na nek način, zato ker sledimo pač dvema glavnima likoma, ki se oba znajdeta v nekakšnem zaprtju, v nekakšnem zaklonišču. En lik je pisatelj, ki se zapre v kočo, zato da bi nekako si prišel na jasno glede preteklih dogodkov, glede svojega ravnanja, glede svoje pozicije v svetu, pa glede svojega odnosa do teh dogodkov. Pač neko iskanje bo opravil v tej koči in pač kot del tega procesa začne pisati zgodbo o nekom, ki je v podobnem položaju kot on, samo da je to veliko bolj drastično, zato ker gre za zdravnika, ki pade v nek popolnoma brezizhoden položaj, pač v čisto prostorskem, realnem, stvarnem smislu. Potem pa se izkaže, da ta zdravnik tudi piše zgodbo, da si je tudi izbral ta način razčiščevanja, ta način razglabljanja v svojem položaju in izkaže se, da zgodba, ki jo piše, je zgodba o tem pisatelju. Tako da se pač pride do nekega spoprijema dveh zgodb, spoprijema dveh narativ in bralec pač se mora nekako odločiti, komu bo verjel, kdo je bolj resničen, kdo pač bolj obstoji, kdo nekako ga zmore tudi prepričati, kdo nekako bolj pristno izpade na koncu. Potem je pa Krivopeta. Krivopeta je pač zgodba o mladem dekletu, ki je pač bila žrtev trgovine z belim blagom. In se pač zdaj, ko je že rešena, ko je že pač čaka na to, da jo nekako da jo izprašajo, da ji pomagajo ven iz tega položaja, čisto uradno, na policijski postaji, se sooča z svojim položajem kot žrtev. Pač gre se tukaj za njen poskus, da bi iz sebe odvrgla te atribute, ki so ji bili vsiljeni v njenem, v tej strašni izkušnji, ki jo je dala skozi. Pač, in njen nasprotnik je načelnik, policist, ki je pač vpleten v to trgovino z belim blagom, ki je pač v bistvu ta zločinski, ne pa policist. In pač v spoprijemu z njim, takim mentalnem, duševnem spoprijemu se v njej nekaj zgodi. V njej pride do neke preobrazbe in na to preobrazbo namiguje potem tudi naslov. Potem je pa zadnja zgodba, so pa Nunkovi spomini, to je pa najdaljša zgodba. Ima tudi največ takega romanesnega zamaha, zato ker sledimo skupini ljudi iz globoke prazgodovine, iz zore človeštva pravzaprav. In tukaj je pa težko nekako povzeti vso to dogajanje, zato ker je precej razgibano, precej nekega premikanja, precej nekih interakcij, nekih dogodkov. Ampak kot namiguje sam naslov, je tu ena izmed glavnih tem spominjanje, pač obstojnost spomina, zanesljivost spomina, pomen spomina tako za posameznika kot za družbo nasploh. In ja, to je to. Ok. Mislim, da sva razkrila toliko, da iz tega izhodišča lahko nadaljujemo k branju enega od odlomkov. Pa mogoče kar vzameva to zadnjo zgodbo, ki se mi tudi zdi, da je precej impozantna in tematsko edinstvena.
Tako da bi mogoče Sergej se lotila branja odlomka. Ja, torej bo odlomek iz Nunhovih spominov, to je tak mitski element, mitski urivek v tej zgodbi. Bila je jama, ki ni bila ena sama. Najprej je bil prostor, iz katerega so gledali v pokrajino in se stopali vanjo. Potem je bil visok prostor, v katerem so skrivali ogenj. In bil je še majhen prostor, v katerem so pili. Potem je prišel čas, ko se je svet spremenil. V pokrajini je prej živelo mnogo ljudi, a nastal je mraz in vode je bilo malo v zemlji in je redko prihajala z neba. Zaradi tega so mnogi odhajali in v pokrajini jih ni ostalo mnogo. Ti, ki so prišli živeti v jamo, pa niso odšli, kajti v jami je ogenj gorel močneje kot drugod in iz nje je prihajala voda, ki ni usahnila. Potem je nastalo nekaj, o čemer v tem poročilu ni opisa. Zaradi tega, kar je nastopilo, je bilo težko prebivati pod nebom. Pokrajina je bila polna poginjanja. Umirali so ljudje, ki so živeli v pokrajini, živali, golazen ter ptice. Rastline so nehale rasti, izgubile so barvo in venele. Umrli so tudi mnogi od teh, ki so živeli v jami. Ko so odšli v pokrajino iskat hrano, jih je veliko padlo mrtvih, še preden so se vrnili nazaj v jamo. Ti, ki so še hodili, pa so bili tako slabi, da mrtvih niso mogli odnesti s seboj. Umirali so moški in ženske, a veliko več je bilo moških, ker jih je med njimi veliko več hodilo ven. Tako so mnoge ženske ostajale same pri ognju. Naposled je bilo tako, da so vsi ležali skupaj in so bili vsi od vseh. Skoraj vse ženske so zanosile in kmalu se je rodilo veliko otrok. To je bilo zadnjič, da so rodile. Morda je bilo zato tako, da so mnoge rodile naenkrat več otrok. Prej se je tako zgodilo le včasih, takrat pa se jih je prav zelo veliko rodilo skupaj z bratom ali sestro. Otroci so ostajali v jami in jih niso nosili ven. Ljudje pa so še naprej umirali. Kmalu so ostale le še ženske, ki so sedele z otroci, in stari lovec, ki se ni mogel pobrati in je bolehal že, odkar je nastopila stiska. Ta ni jenjala in umirati so začele tudi matere. Morale so namreč v pokrajino po hrano in če so se vrnile, so bile šibke in potrpljeni umirale. Tako so v jami naposled ostali samo še starec, otroci in ženski. Ena je bila mati, ki je rodila zadnja. Bila je silna in velika in njene prsi so bile polne mleka in niso usahnile. Sedela je v jami z vodo in z njo so bili otroci. Bilo jih je toliko, da so ležali en ob drugem po vsem prostoru. Vsi so jedli od nje in za vse je bilo dovolj. Druga ženska je bila brezdetna. Ležala je z moškimi in zanosila, vendar je otroka izgubila, še preden je prišel čas, da se rodi. Tako je pomagala materi in hodila po hrano. A čeprav je hodila v pokrajino, ni umrla. Bila je šibka in je trpela po vsem telesu, a je vsakič znova šla in se vrnila. Minil je čas. Stiska, zaradi katere je pokrajina poginjala, se je nehala in naposled je izginila iz sveta. Mati, ki je še vedno dajala mleko, je osivela in umrla v spanju. Starec, ki so se mu vrnile moči, je njeno truplo odnesel iz jame. Umrli so tudi otroci, zlasti najmlajši, ki so še hoteli mleka in med katerimi je bil tudi njen edini otrok. Tako med vsemi otroci, ki so preživeli čas stiske, ni bilo nobenega, ki bi poznal svoje starše. Za njih je skrbela brezdetna, ki ji je pomagal starec. Med otroci sta bila moško in žensko dete, ki sta dobro rasla in sta pred časom postala spretna. Brezdetna je odločila, da lahko spita sama v prvi jami. Starec ju je povedal tudi v pokrajino in videla sta, kako lahko živita. Sčasoma so se jima v veliki jami pridružili drugi otroci in prav kmalu so otroci bivali sami zase. Z njimi je spal starec in jim pomagal priskrbeti hrano. Vendar so bili pogosto sami, ker je starec hodil po pokrajini, da bi iskal svoje.
Včasih ga ni bilo več dni, potem pa je nekoč šel in se ni več vrnil. Otroci ga niso marali in so bili veseli, da so bili lahko spet sami. Sčasoma so ga pozabili in tudi najstarejša med njimi, ki je največ pomnila, ga ni ohranila v spominu in je o njem lahko pripovedovala le zato, ker je izvedela od brezdetne. Ta je bila tako edina, ki je še živela od ljudi izpred stiske. Ostajala je v globih jamah. Ko je morala med stisko ven, je doživljala veliko grozo, zato dolgo ni šla v pokrajino. Skrbela je za dojenčke, dokler niso shodili in jih nato poslala k drugim otrokom, ki so živeli v veliki jami. Ti so se naučili živeti sami. Med njimi je nastala govorica, ki je naša govorica in je brezdetna ni razumela. Ko je shodil še zadnji otrok, je ostala sama. Brezdetna je spoznala, da je otrokom postala tuja in da je ne poznajo več. Šla je v pokrajino iskat svoje. Bivališče je našla pri vodi, ki je bila nedaleč od jame. Edina, ki je prihajala k njej, je bila najstarejša od otrok. Prva, ki je po koncu stiske zapustila globine jame. Ona je bila ta, ki je brezdetni nosila živež, ko je ta skrbela za otroke in bivala v globini jame, in vez med njima se je zato ohranila. Brezdetna je najstarejši pokazala vse, kar je znala. Ta je gledala, razumela in o tem učila druge otroke. Tako je izvedela tudi o času, ki je bil prej. Brezdetna ni znala naše govorice, a jo je vseeno razumela in je kimala, ko je najstarejša pripovedovala prav, in odkimavala, ko je govorila narobe. Po zelo dolgem času je najstarejša tako zmogla ustvariti to poročilo, čeprav ga ni slišala v besedah. Brezdetna je v pokrajini iskala svoje, vendar ni našla nikogar. Nekega dne je najstarejša spet šla k njej, a je ni bilo več in njen ogenj je bil dolgo mrtev. Najstarejša je bila edina, ki je pomnila brezdetno žensko in poročilo o času pred spominom svojih ljudi. Povedala je poročilo drugim, a ti so ga začeli praviti drugače, mnogi pa so ga povsem pozabili. To jo je žalostilo in sklenila je, da bo njena hči vedela o teh dogodkih tako, kot so se zgodili. Ta je povedala poročilo naprej svojih hčeri in tako, kot je bilo povedano tedaj, je bilo povedano tudi zdaj. Hvala. Sledimo torej nomadom, staroselcem, ki se premikajo od ene jame do druge in pravzaprav skrbijo predvsem za neka osnovna preživetvena, ohranjajo neke osnovne človeške funkcije. Skrbijo za preživetje in za razmnoževanje. Jaz sem razmišljala, kaj je pravzaprav osrednji dogodek te zgodbe in zdaj vam boš mogoče popravil, ampak jaz sem pomislila na to, da je mogoče ta trenutek, ko ta nomad ugotovi, da mora tvoriti spomine, da potrebuje jezik. In da sta v bistvu jezik in tvorba spominov neposredno povezana. In da od tu potem pravzaprav lahko šele nadaljujemo zgodbo. Jaz bi te popravil, v smislu, da ta skupina ljudi na začetku biva v neki jami, kjer jim je dobro. V bistvu osnovna predpostavka je, da je ta skupnost, da so te ljudje že pravzaprav popolnoma razvita človeška družba, da oni pač skoraj v vseh vidikih neke socializacije že delujejo. Jezik je vzpostavljen, družbeni odnosi so vzpostavljeni, čeprav niso taki, kot so naši, so pač nekako bolj egalitarni, oziroma tako je to namigljeno. Kar se zgodi, je to, da pač nekdo del te skupnosti, ki je živela v nekih, rečemo temu, udobnih jamah, potegne naprej, ven v svet, pač da ta zagon za napredek, za to, da se nekaj spremeni. In to je pač
ta moment, kjer se zgodba prvič prelomi. Ne. Zato, ker se neka skupina ljudi poda v na neko negotovo pot, sledi temu, prvič se pojavi nekaj takega kot voditelj, kot nekdo, ki ima karizmo, ki lahko prepriča ljudi, da grejo z njim. In prvič se te ljudje, ki mu sledijo, tudi sprašujejo pač o sebi, kot zakaj sploh grejo, kakšna je njihova motivacija za to, da se premaknejo, za to, da prekinejo to rutino bivanja, ki so ji sledili do tedaj. Tako da, potem je pa zdaj glede ključnega momenta, gotovo je to zelo ključno, da si Neng, ta se pravi glavni junak ali pa ta nosilec teh spominov, da se odloči, da bo pomnil. Pač, to je gotovo zelo pomenljivo in pač en izmed ključnih dogodkov te zgodbe, ampak zahvaljujoč tej odločitvi, ne, tudi imamo to zgodbo, zato ker je pač zgodba, ki ji sledimo, je poročilo, ki nam ga on pravi, oziroma pač, ki nam ga lahko predpostavimo pravi, ali pa ki ga je nam posredoval nekako je prišlo do nas, do bralcev, pač po tem postopku pripovedovanja spominov, tako kot so se zgodili. Zdaj, osrednji dogodek je zelo težko izpostaviti, zato ker se mi zdi, da je več, da ni nekega tipičnega vrhunca v tej zgodbi. Seveda je pač, se zgodijo take dramatični momenti, ampak v bistvu zgodba nekako pomensko pa vsebinsko prihaja v takih valovih k bralcu. Pač, vsak spomin, ki si ga ta Neng izbere, da nam ga povedal, da nam ga bo pač povedal, da si ga bo zapomnil, da si ga bo ohranil, ima neko svojo lastno težo. Vsak spomin posebej je zelo pomenljiv, je pomemben, če ne si ga ne bi zapomnil. On tudi pač to ritualno nekako skoraj na koncu teh spominov poudarja, da zato, ker se je pač to zgodilo, ali pa zato, ker sem to doumel, ali pa zato, ker se o tem sprašujem, sem si ustvaril ta spomin. Je pa to res, ja, da ta skupina se premika od jame do jame, zdaj to je povezano s tem premikanjem v prostoru, to je povezano tudi s premikanjem pač nasploh, pač, da človek premaguje neko inercijo, ki napada njega samega, pa samo družbo, da se ne premakne, da ne prevrednoti svojega položaja, ampak da hoče naprej, da hoče vedno nekaj novega. Se pravi, tukaj v tem je tudi nek bistven element človeka kot bitja, da ves čas stremi k temu, k nečemu novemu, k nečemu neodkritemu, da ves čas odkriva. Potem je pa še veliko drugih takih momentov, imamo družino, imamo družbo, interakcijo v družbi, imamo hierarhičnost, se pravi, vzpostavlja se neka hierarhičnost, je odpor do te hierarhije, pač so različne take različni dogodki, različno pač ilustrirajo vse te težnje v človeku, pa v človeštvu nasploh. Pač ambicija je bila zelo velika v tej zgodbi, včasih se mi zdi, da je bila mogoče kar prevelika ambicija, da sem hotel preveč povedati, zato sem se tudi poskušal omejiti in tudi nekako nimam vsa ta zgodovinskost te zgodbe, ni znanstvena, ne trdim, da se je pač človeštvo premikalo po neki taki smernici, da je to skrivnost razvoja človeštva. To je v bistvu, čeprav bi lahko bralec na to pomislil, da zdaj pisatelj pa hoče nam razložiti svoje videnje razvoja človeške rase, pa s takim velikim zamahom, to ni bil čisto namen, seveda tako izpade, zato ker pač govorim o teh pač zelo zametkih človeštva pravzaprav, ne.
ampak hotel sem se pa predvsem spoprijeti s temi zelo, zelo osnovnimi človeškimi problemi, s temi, da v bistvu hotel sem, da bi zgodba lahko nekako, da bi jo bilo mogoče, seveda z nekimi prijemi, prenesti tudi v sedanji svet, ne, da bi pač bi jo lahko prilagodili, ampak da bi se da bi vse te osebe, ki se v tej zgodbi pojavljajo, da bi lahko enako dobro zaživele v sedanjosti in da bi bile njihove dileme in njihovi problemi tudi v sedanjosti enako aktualni. Je pa res, da v tistem kontekstu, ne, v tistem času je pač vse nekako še bolj izpostavljeno. Tako da ja, to so Nankovi spomini. Zanima me, Sergej, tole in sicer človek se premika in pride do morja in morje je neke vrste motiv tudi v prvi zgodbi Plavalec. In tam se Plavalec na neki točki sprašuje o pračloveku. Se pravi, to je tudi en moment, ki povezuje obe zgodbi. Ja, sprašuje se, na kakšen način je čutil, oziroma kako je bilo strah, na kakšen način je bilo strah pračloveka. Kako se je bal pračlovek? Iščem, kako pomisli, sprav Plavalec iz prve zgodbe, kako bi se bal, če ne bi bilo televizije, in kako so se bali, preden so obstajali ilustracije in knjige in zgodbe, še malo prej pa zapre oči in si zamisli te starodavne plavalce. Pomisli na plavalca iz prazgodovine, na to sem se pravzaprav želela omeniti. Pomisli na plavalca iz prazgodovine in tudi na to, da sam ne bi šel iz plitvine, če bi bil na njegovem mestu. Pravzaprav je bil pračlovek bolj pogumen kot človek v sodobnem svetu, čeprav je človek v sodobnem svetu opremljen z 1001 prvino, ki ga ščiti, za razliko od pračloveka. Je bil pračlovek očitno zmožen iti iz cone udobja, zaradi nekega vzgiba, recimo radovednost ga je gnala, kaj je v tisti skali, ki jo je nekdo od nomadov med lovom in sprehajanjem odkril in potem, kot si rekel, z neko karizmo popeljal še ostale, ne glede na fizično stanje posameznikov, ženske so bile noseče in so, ne vem, v recimo zadnjem 3-mesečju štartale pot, ki je potekala po, to sem si zdaj malo zmislila, ampak ena zgodba je tudi taka, da ženska, ki ravno zanosi, gre na pot in potem, ko pridejo do druge jame, tam rodi. To je pravzaprav potem, mislim, da bratec od punčke, od hčerke NNK, ki je pripovedovana ta zgodba in tvorba spominov. Mogoče Ja, je gotovo povezava. Spet ne, recimo, dilema tega plavalca iz prve zgodbe bi bila lahko dilema tudi enega izmed udeležencev te odprave iz Nankovih spominov. To, da se ta plavalec iz prve zgodbe boji, bi se lahko pojavilo tudi pri Nanku, ker Nank sam ni nek pogumen lik, ni nek prebojen človek. On gleda to morje in veliko je dovskoz, on ima tudi veliko večjo prtljago kot ta plavalec iz prve zgodbe. Ampak vprašanje je, če bi se tudi Nank vrgel v to morje in poskušal zaplavati. On se tudi boji te globine, ki jo opisuje na začetku. Tudi ni čisto gotovo, da je pračlovek ni homogen, to ni neka monolitna konstrukcija ali pa pojem pri meni. To je samo neka časovna okoliščina, da beremo praljudeh. Drugače med temi praljudmi so različni ljudje, tako kot so različni ljudje zdaj, kot smo pogumni, smo bolj strahopetni, imamo več dvomov, smo bolj ambiciozni, tako kot je Bank v Nankovih spominih ambiciozen, prodoren in tako naprej. Imamo tudi take ljudi zdaj. To je
cel ta kolorit človeštva, ne, je v Nankovih spominih, tam sem ga lažje izpostavil, zato ker je to daljša zgodba, sem lahko operiral z več liki. V Plavalcu imam pa samo enega, ne, in ta plavalec pač gotovo ni nek zelo tak pač pogumen, prebojen lik, ampak je nekje bolj posredi, ne, in čuti pa ta balast, ki ga pač med tem plavanjem, ne, začuti, da ga veliko stvari obtežuje, ne, pač čisto, da je veliko nekih plasti naloženih na to njegovo prvinsko dojemanje, do katerega hoče priti med tem plavanjem, ne, in si takrat ima ta moment razsvetlitve in si zamisli tega pračloveka, ki se je pač znašel sam s tem prvinskim elementom, s to vodo, ne, s to vsejajočo vodo, s tem ogrodnim, mislim, kar naenkrat dobi ta občutek, ne, kako je to, če se znebiš vsega tega znanja, vse te akumulirane izkušnje, ki jo ti kot sodoben človek dobiš skozi vzgojo, pač ki jo vsrkavaš prek svoje kulture, prek znanosti in tako naprej. Kako je, če vse to zgubiš, pa se kar spet postaneš ta prvotni človek, ne. Pač v tem smislu išče neko povezavo s tem človekom, išče nek smisel v doživljanju, ki ga ima ta človek. Zato, ker pač vse te plasti, ki sem jih omenil, tudi nekako lahko obtežijo človeka, obtežijo, tudi zakrijejo mogoče ta smisel, ki se mogoče tam nekje skriva, ne. Tako da zato se ta moment v Plavalcu pojavi, ne. Zato skušam narediti to povezavo. Je pa ta povezava čisto namerna z moje strani, pač je bilo, sem hotel pač nekako povezati te dve zgodbi nekako v nek lok, ne. Mogoče čas, da prebereš naslednji odlomek iz Plavalca, stran 12. Se mi zdi, da se nekako zdaj pokriva s to najino temo. Vizija teme v globočinah mu vzbudi podobo pošasti. Predstavlja si, kako bitje s krvoločnim, če ne že hudobnim namenom, s hitrimi in močnimi gibi, dvigne svoje telo iz globine ter odpre mogočno žrelo, da bi ga zagrabilo. Njegov ugriz bi segal od prsnega koša do kolen. Kosti bi počile kot suho vejevje, kri bi ustvarila rdeč oblak. Pošast bi nato spet izginila v temo, ki prekriva dno, in ga tam použila. Prizor mu povzroči nelagodje, pa se mu obenem dopade. Nato pomisli, da je to podobje sposojeno iz grozljivk in da bi spontano vzniknilo v marsikom, ki bi pod vodo odprl oči, da bi videl dno. Razmišlja, kako bi se bal, če ne bi bilo televizije, in kako so se bali, preden so obstajale ilustracije in knjige in zgodbe. Misel se mu zazdi izvirna in to ga razvedri. Spet prekine plavanje in se obrne na hrbet. Zapre oči in si skuša zamisliti starodavne plavalce. In vidi prvega, ki se je znal obdržati na gladini in se odločil oddaljiti od plitvin. Zazdi se mu, da je moral biti njegov strah, ko se je znašel v enaki razdalji od obale kot on, podoben strahu mornarja, ki ga z ladje sredi oceana odplakne na odprto morje. Preide v to podobo in vstopi v osebo tega mornarja. Zadovoljstvo nad lastno domišljijo se mu okrepi. Znova si skuša predstavljati neizmernost vode, ki bi ga obdajala, in začutiti svojo majhnost in nepomembnost v biotskem bogastvu oceanov. Nato si zamišlja nebo, ki bi se bočilo nad njim, in moč elementov, ki biva v njem. Spet pomisli na plavalca iz prazgodovine in prevzame ga občudovanje do njega, ki je mogel plavati kljub takemu strahu. Sam ne bi šel iz plitvin, če bi bil iz njegovega plemena. Tedaj so najbrž mogli plavanje tvegati le tisti, ki so v sebi čutili močno in čisto željo po tem, medtem ko on ne ve, ali je želja preplavati zaliv njegova, ali pa mu je bila navdihnjena od zunaj. Okay, hvala. Se pravi, protagonist plava in zdi se, da skoraj ob vsakem zamahu dobi neko novo asociacijo iz pač vira nekega spomina ali pa
filma, kot v tem primeru neke grozljivke, ki ga potem še dodatno ali obteži, ali pa razbremeni. In neka tema, ki se mi zdi, da je tudi vodilna v vseh tvojih zgodbah in jo obravnavaš zelo natančno in precizno, je strah in pa nek eksistencialni nemir, neka negotovost, ki se pojavlja pri sleherniku, sodobniku predvsem. In na kakšen način se ti je opletlo samo od sebe ali si pač dejansko to temo želel obravnavati? Temo strahu in nemira in nelagodnosti. Ne, ta tema je v bistvu izhodišče. To je iz tega v neki meri izhajam. Pač to je, ne gre se toliko za sam strah, ne, za to grozo, ki jo človek doživlja v nekih skrajnih situacijah, kot za ta bivanski nemir pravzaprav, ne. Se pravi, to izpraševanje, kaj naj sploh ne. Pač se mi zdi, da je to nekako neka splošna motivacija za veliko pisateljev, ne, ki pač skušajo prek zgodb, ne, prek tega pisanja priti do nekih odgovorov na ta nemir. Mogoče je res, pač zdaj, ko to praviš, da se ta nemir, ne, se pravi to preizpraševanje moje glede položaja mojega pa človeka nasploh v svetu, pa samega smisla, ne, pač izraža v opisih nekega strahu, neke tesnobe, ne. Ampak ja, to je očitno neka moja specifika, je pa gotovo, da je ta nemir neko izhodišče za vse zgodbe, ne. Pač, ko se usedem in ko zgodba začne rasti, je v tem zametku, iz katerega zraste, gotovo prav to vprašanje, ta nemir, kaj naj sploh ne, kam naj grem in kako naj grem, kako naj živim, kako naj bivam, zakaj bivam in tako naprej, ne. To je izhodišče za vse zgodbe. In neka tvoja skrajna rešitev za razbremenitev tega nemira je pa pravzaprav metamorfoza v žival, ki jo pa tudi dvakrat obravnavaš in se mi zdi zelo zanimiva in privlačna. Namreč mislim, da je Zgostitev, kjer srečamo, da me prosim spomni, se pravi, je dekle, ki se spremeni v volkuljo ali v psico. To ni izrečeno. Ni izrečeno, v štirinožno žival, ja. Ona se poživali. Druga zgodba, v kateri pride do te preobrazbe, je Krivopeta, najbrž si mislila na Krivopeto. Tam je ta preobrazba bolj fantastična in nekako tudi bolj dobesedna. Je tudi v tej zgodbi Zgostitev je pa preobrazba te norice, kot je poimenovan ta lik v zgodbi, v bistvu preobrazba na neki duševni notranji ravni. Pač to preobrazbo si ona sama navrže. Ona se fizično ne spremeni v žival, tako kot se Krivopeta spremeni, kot se dekle iz zgodbe Krivopeta spremeni v Krivopeto, ampak se pač ona se prisili v neko živalsko sebstvo, pravzaprav ta norica. Ona odvrže to človeškost in si prevzame živalsko naravo, tako kot si jo pač kot si jo je nekako instinktivno zamislila. Pač, ker tudi ni, težko rečemo, je to pes, je to volk in tako naprej. So pa seveda pač neki prav vzorci za to njeno živalsko obnašanje gotovo. Je volk kot neka divja žival, ki je nasplošno zelo, če rečeš v naši kulturi, v tej širše razumljeni evropski kulturi, neka divja žival, zelo veliko ljudi reče najbrž volk, ki si ga predstavljaš, in v zgodbah in tako naprej. Tako da ta njena preobrazba je čisto duševna, je notranja, pač ona si, zato ker je soočena s tem nesmislom, s tem pač
s tem res zelo zahtevnim položajem, s katerim se soočajo prebivalci tistega kraja, ki je ostalo brez morja. Ona vidi, da kot človek nekako ne zmore nekega odziva na to, pač da nima nekega smiselnega odziva in potem lahko ugibamo, bralci skupaj s temi drugimi liki, ki se o Norici pogovarjajo, zato ker ona sama nam ne pove, zakaj se je odločila za tako drastičen korak, ampak lahko ugibamo, oziroma ta sogovornica tega prišleka, mu namigne, da sumi, da je to zato, ker je bil to edini tak zanjo sprejemljiv način, kako se sploh kako se odzvati na ta položaj, v katerem se je znašla. V Krivopeti pa pride do preobrazbe zaradi neke nemoči, zaradi neke jeze. Tam je pa ta položaj znova, ona izhaja iz enega položaja žrtve, ona je na komisariatu, za njo skrbijo, ona je traumatizirana, ona vsi jo gledajo in tudi je, seveda, objektivno gledano je žrtev, ampak ona to noče, ona zavrača to etiketo, zavrača te atribute in hoče pobegniti ven iz te opredelitve. In se zato kot skrajno dejanje tega svojega upora proti temu, je ta njena preobrazba v Krivopeto, se pravi neko čudežno, magično, mogočno bitje, lepo, fantastično bitje, ki je svobodno, ki je grozno, ki vzbuja spoštovanje in občudovanje in tukaj je dinamika druga kot pa pri Norici. In pravzaprav se zasmeje, prvič se zasmeje takrat, ko se spremeni v Krivopeto. Prej je znana po tem, da se nikoli ne nasmehne. Nikoli. In zaradi tega je tudi obsojena, ker na svoj položaj, se pravi, smo sredi trgovine z belim blagom, očitno gre za nek bordel, v katerega vdrejo in s pomočjo racije potem razkrinkajo vse te zločince. In se pravi, ona v tem bordelu očitno prodaja svoje telo in se nikoli ne smeje, kajti če bi se zasmejala, bi s tem pravzaprav ponižala samo sebe in tudi na nek način preveč poenostavila situacijo, v kateri je. In šele takrat, ko se spremeni v Krivopeto, šele takrat se zasmeje na ves glas. In sicer tako, da se pravzaprav vsi prestrašijo njenega smeha. Tako, ona je seveda v položaju, v katerem noče biti, ona je pravzaprav sužnja, njo prodajajo, obravnavajo kot blago in ona zavrača ta smeh, zato ker noče normalizirati te situacije, ker ko se enkrat smejiš, ko se enkrat sprostiš, do neke mere sprejmeš ta svoj položaj, se z njim sprijazniš, poskušaš nekako preiti v nek vsakdanjik, si rečeš v redu, tako je, se moram s tem sprijazniti, ne moram nič narediti, ne moram pobegati. Ona pa ne, ona se pa do konca upira in še čez, zato ker ta njen antagonist v tej zgodbi jo vidi ta njen upor in ta v bistvu je zelo prefinjen upor in jo hoče zlomiti ta upor, jo hoče prisiliti k tej normalizaciji, jo hoče nekako premagati tako, da bi se sprijaznila s svojo vlogo. In zato se ona ne smeji, zato ker noče normalizirati tega svojega položaja. Ona je in zato ji pa tudi te njene sotrpinke to zamerijo, zato ker nasplošno človek po določenem času si rečeš, ok, v redu, je, kar je, moram nekako živeti, gremo naprej. To so tudi zdravi procesi, seveda. Ona je pa ekstremna v tem smislu. Ampak nasplošno širši problem, ki me je nekako navdihoval pri tej zgodbi, je pa prav ta pozicija žrtve in problem te pozicije. Zato, ker veliko ljudi je v določenem momentu ali pa zaradi umeščenosti v prostoru, pa času ali pa v družini ali pa zaradi, nekih lastnih telesnih, duševnih hendikepov, karkoli, velike situacije, ko se znajdeš v položaju, ko dobiš ta atribut žrtve in potem
skušaš iz tega pobegniti, ne, in je pa to izjemno, izjemno težko, ne, pač kot to problematiziram, ta zgodba, ne, zato ker tudi ta njen pobeg, seveda je bajesloven pobeg, ne, je pobeg, ki najbrž ni realen, je pač njen, tako da, ja, no, da ne povem preveč, v glavnem Ja, zgodba je tako kot vse ostale izjemno večplastna. In mogoče, če se vrnemo k prejšnji zgostitev, kjer si dejal, da se pravi v zvezi s tem poživaljenjem, da na koncu se poživali tudi se pravi, to je asistentka tega obiskovalca, tega fantastičnega kraja, ki pravzaprav ni fantastičen, ampak je morda neka preslikava, če bomo z našim planetom ravnali na tak način, kot ravnamo, je to morda naša prihodnost. Ne? Se pravi, pač v nekem tesnjenem, izpraznjenem svetu, kjer bojo bolezni, epidemije, že zdaj imamo eno, in ta zelo nedolžna v primerjavi s to, ki jo ti opisuješ, mogoče to nek futuristični trenutek. Ampak hotela sem pa reči tole, no, da je odgovor na to poživaljenje dal eden od bolnikov v tej knjigi, kjer se pravi, smo v bolnici, ta obiskovalec je pravzaprav nek biomedicinec, biotehnolog, ki pride jemlje neke vzorce in tako naprej. In se pravi, pride do bolnika in ta bolnik, nek starejši gospod mu reče, ne v svojo knjigo zapiše, da bi bil on s to boleznijo raje pes kot pa človek. In potem razloži, da je to zato, ker bi kot pes pač trpel in se ne bi spraševal, zakaj, ker sem pa človek, pa se vsak dan sprašujem, ali bom umrl brez odgovora. In se pravi, pač, meni se je zdelo, no, da sta se tako ta protagonistka Norica kot asistentka, da se pravzaprav spremenita v žival, zato ker nočeta trpeti, ker ne preneseta več trpljenja. Čeprav tudi žival seveda trpi, ampak na pač neki drugi, bolj fizični ravni, da je pravzaprav to trpljenje, ki je pač v osnovi človeško in ga povzroča samo preizpraševanje, stalno analiziranje in preobremenjevanje, da je pravzaprav ena največjih bolečin, ki bi se jo marsikdo želel znebiti. Ja, gotovo. Pač je gotovo vzporednica med tem pacientom, pa med Norico, pa potem na koncu tudi med s tem, da je ta razlika, da v bistvu ta človek, ta pacient se navezuje tudi na to fizično trpljenje, ki ga doživlja kot bolnik. Seveda v kontekstu tega vsesplošnega bolehanja, te vsesplošne nesreče, ki jo obdaja. Ampak ja, gotovo, pač, čeprav tukaj pač mogoče je neka specifika pri Norici pa pri ki se na koncu zedinita v tej živalskosti, kot odgovoru na ta položaj ali pa kot nekemu odzivu kot odgovoru, da je to mogoče tudi neka oblika upora proti temu, pač da ne bom vztrajal v tej človeškosti, če od mene zahteva, da vztrajam v nesmislu, potem pa ne bom, pač se bom odrekel tej kapaciteti, ki jo imam za dojemanje nesmisla, za dojemanje te abotnosti mojega položaja in se jo bom pač odrekel in bom žival, tako kot si rekla. Tako da to je tudi nek akt upora, neke take trme. Je v bistvu, čeprav gre za poživaljenje, ampak za poživaljenje kot zelo tak človeški upor, človeško dejanje, tako se mi zdi taka res lepa človeška trma, človeka, ki je dolgo pa zelo prizadevno si iskal ta smisel in ga ne najde in potem je to tak odziv. Okay. Odlično. Zdaj nekako smo prišli do konca
zdi se mi, da smo zaobjeli vse najpomembnejše elemente. Veliko je še ostalo. Ta pogovor bi lahko še kar trajal v nedogled, ampak mogoče ga pač zaokrožimo pa povabimo k branju, ker se mi zdi, da prav branje tvojih zgodb tisto, ki najbolj približa smisel, ki ga želiš povedati. Predvsem vsak sama med branjem doživlja in razmišlja in všeč mi je to, ker res daš priložnost bralcu, da sede in premišljuje in se ponovno učloveči. Tako da hvala ti za to knjigo, za to izkušnjo. Jaz sem res uživala. Dolgo časa nisem ene knjige 2-krat zaporedoma prebrala, tako da to je pač z moje strani in predvsem ti pa tudi želim uspešno pot naprej v pisateljevanju. In nekako sem prepričana, da bomo še slišali o tebi. Tako da hvala, Sergej, za ta pogovor. In se pač zahvaljujem vsem, ki ste nas poslušali, ki nas še boste poslušali. Hkrati pa vas že vabim na naslednji dogodek Pod lupo, ki bo 25.5. Če bo vse po sreči, načrtujemo v živo, ne prek spleta, ampak na terasi naše name v Škofji Loki. Upam, da bo to uspelo. Gostja Agata Tomažič in njene kratke zgodbe in življenje na splošno. Se pravi, vabljeni, zapišite si 25.5. in se takrat vidimo. Tako da, knjige v roke in srečno. Hvala, Sergej. Tanja, še zadnja beseda. Hvala obema za tako čudovito predstavitev in hvala za povabilo k branju. Jaz sem prišla približno do tam neke 2/3 sem prebrala te knjige in res uživam v vsakem stavku in se veselim še tega nadaljevanja, tudi te zgodbe, ki ste jih predstavila, ki jih še ne poznam. Tako da hvala lepa za to predstavitev in povabilo k branju tudi vsem našim gledalcem in poslušalcem. Knjiga je seveda na voljo v naši knjižnici, lahko se pa tudi kupi na trgu, a ne? Anja je povedala, naslednji literarni pogovori Pod lupo na terasi mladinskega oddelka knjižnice Ivana Tavčarja Škofja Loka v maju. Upajmo, da bo lepo vreme in da bomo to lahko izpeljali na ta način. Za zdaj pa hvala obema za, da ste bila naša gosta in hvala za to, da smo lahko slišali tako izjemnega avtorja. No, jaz sem prav počaščena, da ste bili tudi naš gost v knjižnici Ivana Tavčarja Škofja Loka. Hvala tebi, Anja, ki si ga povabila in pripravila ta pogovor. Lahko noč vsem skupaj želim. Nasvidenje. Lahko noč. Lahko noč. Hvala.